Pozdravljeni! Marsikdo izmed vas je verjetno opazil v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, teorijo, da z novim pravilnikom v sezoni 2021 so bolidi z visokim kotom ravnega dna nad asfaltom v prednosti. Poglejmo si malce, kaj se je dogajalo s trendi tudi v preteklosti. V virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, pogostokrat naletimo na tako imenovane trende, vsaj kar se tiče tehničnega razvoja. To so rešitve pri raznih ekipah, ki vodijo v isto smer. Pa tu bi lahko omenil na primer daljšo oziroma krajšo medosno razdaljo. Vsaka rešitev sama po sebi ima prednosti ter slabosti, a v celoti bolida je potrebno izbrati tisto smernico, ki poudari dobre lastnosti in čim bolj zakrije one slabe. In mislim, da je to vsakomur izmed nas jasno. Težava je v tem, da mi navdušenci ponavadi ne vidimo v živo bolidov. Kaj šele, da bi dobili tiste prave podatke. Odvisni smo od raznih virov, ki nam prikažejo tako ali drugače določene trende. In na nas je, da te trende razumemo. Seveda v raznih virih se pojavljajo take in drugačne zgodbe, ki nam lahko tisto generalno sliko malce zameglijo. In danes si bomo na začetku pogledali dva trenda, o katerih pa na začetku sezone 2021 ni bilo dosti govora. In prvi trend, ki bi tu rad izpostavil, je barva bolidov. Namreč pred nekaj sezonami je bilo izjemno popularno govoriti o tako imenovani mat barvi. Prebirali smo ogromno člankov, zakaj je ta barva bistveno boljša od one bleščeče. Lahko smo slišali teorijo, da je bistveno lažja. Po drugi strani naj bi onemogočala tistim ostankom gume, da bi se prijeli na določene površine in tako motili aerodinamiko. A zanimivo je nekaj drugega. Po tolikih letih imamo še zmeraj prisotno 5 ekip, ki imajo mat barvo in 5 ekip z bleščečo barvo. Zanimivo dejstvo, kajti taka sprememba je v bistvu minimalna, še posebej med sezono in drugo. A sedaj se lahko vprašamo, je ta razlika v barvi res tako pomembna, kot so nam govorili še pred leti, ali gre v bistvu bolj za marginalno izboljšavo, ki v bistvu kakšne občutne razlike ne naredi. Sam priznam, da mi bolid z mat barvo vsaj na pogled ni všeč. Konec koncev to me ne sme brigati. Sam se moram zanimati na to, kako hiter je na progi. Pravzaprav, kot dostikrat povem, sploh ni važno, kakšne barve je bolid. Ali je bel, črn, rdeč ali moder. In prav tako ni važno, ali je pobarvan z bleščečo ali mat barvo. Ampak videli smo, da trend, o katerem smo poslušali še pred leti, je danes pravzaprav izginil. Drugi trend, kateri mislim, da je zanimiv za nas navdušence, je tisti, ki govori o ožjem konceptu nosnega konusa. Zadeva, ki je bila na prvih straneh mnogih medijev še do pred kratkim. In da se bomo razumeli, ožek nosni konus prepoznamo po tem, da na tistem zadnjem delu, tam okrog vpetja prednjih koles, vidimo zožitev. Konico nosnega konusa v tem primeru ne smemo primerjati. A vseeno, videli smo, da med sezono 2020 in 2021 se je pokazalo, da tiste ekipe, ki so izbrale ta koncept, so v resnici imele prav. Seveda, omejitve pri razvoju so bile tu bistvene. Tako danes vidimo, da imajo ožji nosni konus pri tovarniški ekipi Mercedes, Aston Martinu, McLarenu, Alpinu in seveda Red Bullu. Zanimivo je, kako pri Ferrariju so ostali zvesti
tistemu staremu, širokemu nosnemu konusu in so za sezono 2021 izdelali neko umestno hibridno varianto. Podobno bi lahko rekli za Alfa Romeo Racing. In seveda pri Alfa Tauriju so naredili nekaj oddaleč podobnega tistemu, kar vidimo pri Alpinu oziroma McLarenu. Mislim, da ni potrebno poudariti, da pri Haasu in Williamsu so ostali zvesti tistim izvornim oblikam, a tu je treba poudariti, da ne ena in ne druga ekipa nima dovolj tehničnih resursov. Seveda, ukolikor ne bi bilo teh tehničnih omejitev, mislim, da bi videli lahko vsaj pri Ferrariju, da bi tudi tu prešli na ta nov koncept. A treba je poudariti nekaj drugega. Pri bolidu Formule 1 so deli povezani aerodinamično eden z drugim, torej samo spremeniti nosni konus ni dovolj in z omejeno število sprememb je seveda logično, da si ekipe tega niso privoščile. A vseeno lahko trdimo s tistim, kar nam je dano vedeti, da je trend ožjega nosnega konusa zmagovalni. A sedaj bomo prišli na tisto, kar smo brali tam okrog velike nagrade Bahreina. Namreč to, da bolidi z visokim kotom ravnega dna nad asfaltom imajo bistveno prednost pred tistimi z nižjim. Tu so začeli mnogi avtorji pravzaprav s prstom kazati na tovarniško ekipo Mercedes in Aston Martin. Seveda, koncept, kateri je bil dominanten v prejšnjih sezonah, naj bi se s spremembami ravnega dna in predvsem difuzorja pokazal kot slabši, vsaj tako trdijo oni. Namreč pri Red Bullu po njihovi teoriji naj bi bili dosti boljši. A vprašati se moramo marsikaj. Najprej to, kakšne so bile omejitve na samem difuzorju. Namreč, če pogledamo skico vzeto iz tehničnega pravilnika, nam je jasno, da za vse ekipe je šlo za enako spremembo. Tiste pregrade v difuzorju so krajše. In seveda vsem nam je znano, da naprimer bolidi ekipe Red Bull imajo krajšo medosno razdaljo in seveda visok kot ravnega dna. Po drugi strani pri Mercedesu imamo daljše dno zaradi medosne razdalje in nižji kot. Seveda nimamo točnih podatkov, da bi lahko ugotovili, kdo ima višje oziroma nižji difuzor. Zanimivo je nekaj drugega. Mnogi strokovnjaki so prišli do tega zaključka samo po podatkih, ki so jih videli oziroma dobili na progi v Bahreinu. Sam podatkov nisem videl, priznam, a zanimivo je nekaj drugega. Lastnost proge v Bahreinu. Je tam bistveno imeti visok aerodinamični oprijem? Niti ne. Ukolikor pogledamo tisto tabelo, ki nam jo daje Pirelli, bomo videli, da vrednost, kar se tiče bočnih sil, je sorazmerno nizka. Še posebej, če pogledamo tisti aerodinamični oprijem, bomo videli, da tudi tu številke še zdaleč niso pretirane. Ne vem, od kod tem strokovnjakom mnenje, da trend visokega kota je zmagovalen v sezoni 2021. In to ni mišljeno kot kritika. Sam bi sprejel to razlago, ukolikor bi te podatke videl naprimer na progi v Španiji ali Veliki Britaniji. Ukolikor pogledamo tabele iz lanske sezone, bomo videli, da vrednosti tu, kar se tiče aerodinamičnega oprijema in sil, ki delujejo bočno na pnevmatike, so bistveno više. In še eno pojasnilo, zakaj je treba gledati bočne sile na pnevmatike. Pirelli seveda da preglednico, katero sestavi na podlagi rezultatov, ki jih imajo kot proizvajalec pnevmatik. In bočna sila, ki deluje na pnevmatiko, nam ne pove nič drugega kot to, kako hitro gredo skozi ovinke. Seveda hitreje kot gredo, višja je tista bočna sila, ki jo pnevmatika mora prenašati. Seveda poenostavljena razlaga. In sedaj smo prišli do zanimivega zaključka.
Namreč mnogi viri so nam trdili nekaj, kar nam pravzaprav niso znali razložiti. Vsaj meni ne. Sam se držim tistega pravila, da najprej moram sam razumeti, zakaj gre pri določenem pojavu, šele nato skušam to zadevo še razložiti. Tu, pri tem trendu, ki so ga mnogi opisali, sam nisem bil pravzaprav prepričan, da je res tako, kot trdijo. Mogoče je, nimam dovolj podatkov, a zaenkrat ostajam skeptičen. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.